je neprijetno in močno čustvo, ki je posledica negotovosti in zavedanja nevarnosti. V reliju je nevarnost prisotna v vsakem zavoju, nekaj centimetrov od dreves, ob prepadih in pasteh. Dirkač obvladuje strah in ga pretvarja v osredotočenost. Se je že kdaj naredilo, da na kakšno brzincu pride kdaj kakšna taka situacija, bom rekel, bolj pestra, ampak ne to, da bi bil strah, to je v bistvu adrenalin. Mogoče ta strah prije pol za tabo, če se preveč poglobiš pa razmišljaš za nazaj. Čeprav jaz moram reči, da na dirkah tega časa ni. Ko se na štartni črti ugašajo zelene luči, ko se mu viša srčni utrip in ko se v zadnjem hipu s prsti še enkrat trdno oklene volana, se zaveda, da je lahko ta hitrostna preizkušnja tudi njegova zadnja. Razmišljanja so enaka ne glede na kategorijo relija. Izziv je enak. Začetek slovenskega in avstrijskega državnega prvenstva ter pokala Mitropa se odvija na avstrijskem Koroškem na cestah v okolici Wolfsburga. 12 hitrostnih preizkušenj, kjer se nenehno menjajo podlage in ritem dirkanja. To je brezčasna zgodba relija, ki riše vzporednice med zmago in kruto usodo. There's never ever any fear. There's only full concentration. And that is what is necessary in any kind of sport. You don't need to be feared. If you have fear, it's better you stop, but immediately. Pred 55.000 gledalci sta bila na reliju Levantal razred zase Baumschlager in Aigner, ki sta že od prvega kilometra vozila na vso moč in se borila za vsako sekundo. Po prvih 4 hitrostnih preizkušnjah je imel Aigner presenetljivo kar 17 sekund prednosti pred svojim nekdanjim mentorjem, ki pa je v nadaljevanju uspel zrežirati preobrat. Ostali jima niso bili kos. Še najbližje se je vodilni dvojici uspel približati Patrick Winter. Med Slovenci je že na prvi hitrostni preizkušnji menjalnik odpovedal Darku Peljhanu. Aktualni državni prvak je s tem izgubil pomembne točke in prvo primerjavo z Aleksom Humarjem, ki se je v Avstriji prvič predstavil z novo Subaru Imprezo. Čeprav se je z dirkalnikom šele spoznaval, v konkurenci državnega prvenstva ni imel resnega tekmeca. Še najbližje mu je bil Jani Trček, sledili pa so Marko Jeram, Rado Raspet in Asja Zupanc. Ko se reli začne, ni več časa za razmišljanje in dvome, temveč zgolj za popolno zbranost. Boj samim sabo in tekmeci dirkača potisne v novo dimenzijo. Notranjost dirkalnika je edinstveno okolje. Adrenalin, vročina, napetost in emocije so neizbežni. Dirkači so si edini, da prostora za strah na hitrostnih preizkušnjah ni. Strah jim predstavlja celo največjo grožnjo. Ja, jaz mislim, da strah te zmeraj malo mora biti, če ne si malo čuden. Obstojajo pa tisti trenutki, ko te stisne. Čeprav, nekje prideš prehitro, pa veš, da tu ni lih čisto okej. Rekel pa, rateš trenutku napet, ampak čez rečo 50 metrov je stvar že v redu. Rekel, mehaniki, moji prijatelji, moja soproga, točno ve, kdo sem. In samo do takrat, ko kuplim spustim in se podam v boj za sekunde. Od tam naprej nisem jaz več Jani Trček, ampak je nekdo drug, ki hrepeniki mu se po žilah pretakajo ne kri, ampak bencinski hlapi. Dirkač se v reliju emocijam ne more izogniti. Če hoče uspeti, mora strah spremeniti v pozitivno osredotočenost. Pomembna je fizična priprava, ki omogoča zbranost v ključnih trenutkih.
glavnih dejavnikov, da si izbran. Veliko vpliva na to samo okolje, kaj se ti dogaja pred dirko, koliko imaš stresne zadnje dni. In pa seveda tukaj je pač pogojeno, koliko si ti natreniran fizično, da pač lahko to psiho potlačiš, umiriš, oziroma pač obrneš to vse povpred. Mislim, da tu je in pa dolgih in pa kratkih velik povsod. Če si ti fizično dobro pripravljen, se pravi, imaš tudi, ti tudi psiho pomaga, kar je tukaj zelo važno. Yeah, of course, it's a main part to be really, really fit. I mean, fitness is a part of your concentration, and the higher your concentration, the better you can do your job. And I think the better you can make use out of your feelings. And here you need to train. And I think any kind of modern sport, anyway, whatever sport it is, it goes even down maybe to table billiard. You need to be fit. To je bil prvi od 6 relijev letošnjega slovenskega državnega prvenstva. V najmanjši diviziji 1 so bili najhitrejši Matej Oblak, Jan Oblak in Andrej Velkavrh, v diviziji 2 pa prave konkurence ni imel Marko Jaram. Z atraktivno vožnjo se je uvrstil celo na 3. mesto v skupni razvrstitvi. V diviziji 2 sta se na stopničke uvrstila še aktualni prvak Rok Turk in Martin Štucin. Na vrhu slovenske razvrstitve je Humar v nadaljevanju relija le še povečal svoj naskok pred trčkom in si s prednostjo 3 minut in pol privozil svojo prvo zmago za slovensko državno prvenstvo. Na zmagovalnih stopničkah se je obema pridružil še Marko Jaram. V dvoboju Baumschlagerja in Aignerja ni bilo popuščanja. Oba sta z napadalno vožnjo navdušila obiskovalce in napovedala sijajno sezono avstrijskega državnega prvenstva. Aigner je proti cilju zmanjševal zaostanek, toda zmaga je na avstrijskem Koroškem vseeno pripadla Baumschlagerju. Na cilj relija Lavantal je prišlo 92 posadk. To je brezčasna zgodba o dirkačih, ki jih ne glede na kakovost druži ljubezen do adrenalina in preizkušanja lastnih sposobnosti. Na hitrostnih preizkušnjah tvegajo vse, tudi svoje življenje. Toda prav zato, ker ob takih trenutkih popolne zbranosti svoje življenje najbolj čutijo, strah lahko odmislijo. In ko se dirkači polni zanosa zberejo na cilju, je med njimi tema pogovora le še ena. Kdaj in kje bo naslednji relij?